Moje uvodno razmišljanje je zato nekako širše, manj neposredno case study aplikativno, ravno zaradi tega, ker včasih z nekim strukturnim razmišljanjem in nekim širšim pogledom lahko nekako potem tudi dotipamo in razširimo nekatere poti ali vzorce razmišljanja, ki so nam nekako znani. Torej, kaj se dogaja, ko spremljamo širše analize trajnostnega razvoja v tem izjemno dinamičnem in nepredvidljivem svetu, ugotavljamo, da je kompleksnost sprememb tako velika, da če smo v zadnjih 3 do 4 letih skoraj vsi skupaj doktorirali ravno iz tega, da smo se učili obvladovati te spremembe in izzive, seveda to je še vedno na mizi in aktualno, ampak sedaj se vse več govori o tem, da je večji poudarek kot obvladovanje teh izzivov in sprememb, ki jih pravzaprav nihče ne more niti predvideti, kaj šele obvladovati, tako je velika njihova kompleksnost in hitrost sprememb, da je sedaj miselni poudarek vedno bolj na priložnostih, kajti ugotavlja se na vseh strokovnih ravneh, da če smo samo fokusirani ali pa preveč fokusirani na izzive, prihaja do miselnih in siceršnjih blokad. Torej, pri trajnostnem razvoju lahko to razumete bolj z vidika razogljičenja ali krožnega gospodarstva ali kakorkoli si prevajate tudi z vidika neke industrijske simbioze ekosistemov, te koncepte, je bistven poudarek v tem, da se vsi skupaj spodbujamo, da vidimo, prepoznavamo in tudi hitro sprejemamo priložnosti in jih udejanjimo. Torej, težišče poslovnega modela so priložnosti in vam povem tudi z vidika strokovnega ocenjevanja trajnostnih poročil. V zadnjih letih je zelo veliko točk ali pa ta ponderiranje je bilo ravno na izzivih. Sedaj se to bistveno seli ravno na prepoznavanje in hitro potem udejanjanje priložnosti, ki so na trgu dane. Torej, izhodišče vseh strateških korakov v 4 hitrih korakih ali fokusih bom govorila, ampak izhodišče vsega torej, da imamo vzpostavljeno neko bazično trajnostno upravljanje, torej da vemo, kje smo, poznamo in razumemo lastne poudarke. To iz strokovne prakse lahko rečem, da ni samo po sebi umevno, da je v bistvu to domačo nalogo treba oddelati, da potem lahko gremo k nadaljnjim korakom. Seveda razumevanje strateških perspektiv, kaj pomeni za našo generično dejavnost in za različne druge izzive in priložnosti trajnostnega razvoja, katere so za našo dejavnost in za našo strukturo najbolj učinkovite prakse, strukture in mehanizmi upravljanja, seveda kazalniki in potem merjenje, tudi to zdaleč ni samo po sebi umevno. Marsikatero podjetje ima še tu precejšnje korake, da jih to jasno definira, vzpostavlja redno merjenje in seveda evalvacija, konkretni ukrepi, da se potem ta naša uspešnost lahko tudi meri. Sedaj bi pa na hitro pogledali 4 faze, kako iz tega izhodišča, ko malo vemo, kje smo, kako pomirimo, potem širimo te perspektive, prepoznavamo priložnosti in smo potem tudi vitalni, agilni, da si jih prilastimo, da z njimi tekmujemo in da smo uspešni. Prvo je izvajanje znanih stvari na nove načine. Zelo pomembno je torej, da podjetja se sama ne zaštrikamo tako, da bi hoteli zajemati z veliko žlico, kakor da bi preskakovali stopnice na lestvici. Te 4 faze so pač progresivne, hkrati, ko jih pa enkrat osvojimo, je pa super, da je naš model življenja, upravljanja, razmišljanja takšen, da jih sinergijsko upravljamo vse. Prva je torej znane stvari, ki jih že delamo na nove načine, ki so uspešnejši učinkovitosti, torej povečujemo operativno in ekološko učinkovitost. Kako to delamo? Seveda izboljšujemo obstoječe procese, imamo večjo učinkovito zaravnanje z viri, boljše vključevanje naših zaposlenih in strateško angažiranje deležnikov. Marsikatero podjetje
pravzaprav ne zna operirati s tem, kar dela, bi pa preskočilo na povsem nove tehnologije in si postavljalo velike strateške cilje in potem se v praksi vidi, da je v bistvu ta diskrepanca tako prevelika, da jo ne zmoremo in se podjetje znajde v krču in naredi manj, kot bi sicer lahko, če bi delalo progresivno iz faze v fazo. Druga faza, delamo nove stvari na nove načine. Torej si postavljamo cilje nekih absolutnih izboljšav, recimo lahko si damo, sedaj je zelo aktualen cilj nizka ogljičnost ali celo ogljična nevtralnost ali pa na vaših drugih področjih, kjer pa pomeni že prisvajanje nekih novih poslovnih modelov, tehnologij in seveda posledično lahko tudi izdelkov ali storitev. Torej, če smo v prvi fazi izboljševali to, kar že delamo in že poznamo, v drugi fazi že uvajamo nove stvari na nove načine. Zdaj pa velik argument v tem zelo konfuznem, hitro spremenjujočem času je, ali je zdaj pravi čas za kakšne spremembe, ni denarja, ni resursa, skratka, pogosto gledamo na to, česar ni, bolj kot to, kar pa lahko naredimo. Zelo, zelo pomembno je torej imeti pregled novih tehnologij in novih poslovnih modelov, ki že sami v sebi vključujejo prihranek denarja. In tu prikazujem en takšen pregled tehnologij, ni najbolj ažuriran, to je zadnji, ki sem ga dobila v roke, je pravzaprav pregled številnih tehnologij na več področjih, ki že z samim uvajanjem v zelo kratkem času pomenijo prihranek. Zato v bistvu, ko trajnostno upravljamo z celotnim modelom v 4 fazah, nenehno pregledujemo, katere tehnologije so na voljo, ki že same po sebi, ne samo, da imajo ugodnejši okoljski odtis, seveda tudi z vidika razogljičenja, pomeni tudi ekonomski prihranek. To je v tem času trajnostnega upravljanja eden izmed ključnih momentov, da vključimo ta ekonomski vidik trajnostnih korakov. Tretja faza so trajnostne inovacije. To pa pomeni, da ustvarjamo nove trajnostne vire za prihodke in rasti. V tem času, ampak vse to je seveda vzporedno z našim obstoječim poslom. V tem času je ravno z novim Green Dealom, z vsem temi novimi perspektivami, ki so v Evropski skupnosti, verjamem, da vsi poznate Sklad za inovacije EU, Innovation Fund, ki pa omogoča precejšnje spodbude novim inovacijskim korakom. Tu kot Zelena Slovenija v sodelovanju z MOP-om imamo določene načrte, kako to tudi predstavljati našim podjetjem in jih spodbujati. In tudi vas spodbujam, člane Zelenega omrežja, da preko kanalov, ki jih je prej Tanja predstavila, ali pa na kakšen drugi način se povežemo, kajti tu imamo kot seveda samostojni gospodarski subjekti in sicer kot slovensko gospodarstvo tudi svoje možnosti, kar je pa v bistvu se veže tudi na tako imenovano 4. fazo, to je pa diferenciacija ali celo disrupcija na trgu, kajti sedaj je pač klic k temu, da z povsem novimi tehnologijami, seveda potem tudi izdelki in storitvami, smo povzročitelji disrupcije, ko se pač novi tržni mehanizmi vzpostavljajo in iz nekega tržnega bojevanja pridemo v nek blue ocean sistem, kjer smo pač za neko konkurenčno prednostjo s povsem poslovnimi modeli, tehnologijami in izdelki. Seveda, to je zelo lahko govoriti, v praksi vemo, da v številnih dinamičnih spremembah je aplikacija pač izziv. Zato je pomembno torej, da v podjetju, ki vemo, da tudi živimo iz danes na jutri, hkrati pa trajnostni razvoj pomeni poslovati tako, da naše poslovanje dolgoročno ne samo obstane, ampak se tudi razvija v sožitju z vsemi deležniki in seveda naravnim okoljem, da to delamo v vseh fazah hkrati.
Kar bi pa želela poudariti, da seveda ja, vse 4 faze, ampak pomembna je tudi še ta dodatna faza. Dovolite, da vas zelo konkretno nagovorim v tem času, ki verjamem, da ni enostav ne za podjetje, ampak tudi ne za nas posameznike. In ko govorimo o podjetjih, podjetje je sinergija številnih posameznikov in v bistvu, če je v podjetju ali organizaciji, instituciji so posamezniki, ki so odprti za nove ideje, za nove premisleke, skoke, potem se to preliva tudi na organizacije, na podjetje, na širšo družbo. Torej, najprej se odpremo in omogočimo te spremembe v sebi. Rada bi to večkrat naredim, zato ker se mi zdi ključnega pomena v tem času in tudi to je podstat trajnostnega razvoja, da se zavedamo, da najprej se trajnostno razvijemo v nas samih, v naših miselnih procesih, da se zelo globoko zavedamo, da smo vsi nevroplastiki, se pravi, da smo vsi tisti, ki oblikujemo notranji sistem in naše miselne vzvode in da je to naša pravica, dolžnost in tudi kakorkoli priložnost, ki jo imamo v svojem življenju, s katero lahko najbolj vplivamo tudi na naše podjetja in organizacije, je tako, da skrbimo, da imamo te nove informacije življenja, priložnosti v sebi. Nevroplastičnost, ko vemo, je skovanka iz 2 besed, neuro in plastos, torej preoblikovanje živčnega sistema, kjer je ta notranji sistem življenja v nas, ki ima v sebi energijo in potenco življenja. Vemo, da simbol tudi v naravi je drevo, ki pride iz ki se razvije iz semena, tako smo tudi mi drevesa v sebi. Vidimo, da naš posamezni živc zelo spominja na drevo, se pravi z informacijami, ki jih integriramo, potem se razvijamo najprej v sebi, da smo potem lahko tudi komunikatorji in udeleženci navzven. Torej, možgani, kot vemo, izvajajo, tu so blazne številke, 400 milijard nekih dejavnosti na trenutek, od tega se jih samo mali del zavedamo, ampak kar je zelo, zelo pomembno in bi rada poudarila, da od toliko in toliko misli, ki jih imamo dnevno, da raziskave kažejo, da jih je približno 80% negativnih in 95% ponavljajočih. In če smo prej govorili o 4 fazah razvoja, vse 4 faze pomenijo spremembo. Tudi pri prvi fazi stvari, ki jih poznamo, delamo na nov način. Torej, vse nas spodbujamo in spodbujam tudi sebe, da v dnevnem življenju v premisleku vnašam sveže misli in verjamem, da je današnji posvet en tak prispevek k temu, da bomo imeli dotok nekih novih informacij in novih spodbud, kajti v bistvu te nove informacijske molekule imajo moč spremeniti tudi celično strukturo in to, kar vidimo zdaj iz kognitivne znanosti in tudi klinične medicine, da ima možnost spremeniti tudi sestavo DNK v človeku, tako ima možnost spremeniti tudi DNK organizacije in podjetja. In verjamem, da danes, ko si delimo vse te informacije, dobre prakse, smo odprti za spodbude in prenašanje vse tega v naše osebno in tudi mikrookolje, kjer se nahajamo. Hvala lepa za to pozornost in se prav veselim vaših deljenj in verjamem, da nam bodo koristile na več področjih in vas lepo pozdravljam.